Z mano je novopečeni predsednik kluba goriških študentov, Mirt Komel. Pozdravljen. Mirt, čestitam za zmago najprej. Hvala lepa. Se nam zdaj, ko si ti novi predsednik AGŠ-a, obetajo boljši časi? Se mi zdi, da že v letošnjem letu, letošnjem upravnem odboru so se stvari spravljale na boljše, ne? Ampak je bilo treba popraviti še stvari za nazaj, napake, ne? Da mogoče ni bilo tako očitno, da AGŠ gre na boljše, ne? Pa mislim, da letos bomo samo potrdili, da že lani so šle stvari na boljše in zdaj bojo šle samo še bolj na dobro, ne? Zakaj si se pravzaprav odločil za kandidaturo? V bistvu težko je reči, ne, zdaj nekih par razlogov, ne. Mislim, da je tle potreboval po eni strani ta splet na ključu, ki me je povezal, ne, s to skupino ljudi, ko me je povabil Jaka Fabijan v svoj upravni odbor, kjer sem dobil priložnost, da sem spoznal od blizu AGŠ in ugotovil, ker sem bil, če priznam, ne, pač še 3 leta nazaj, doli na parkirišču, pred poletno sceno in tako sem eden izmed najbolj glasnih, ki sem kritiziral. Mislim, da se je vsa ta moja kritika, ne, na neki točki obrnila, ne, v nekaj konstruktivnega, ne. In ko sem videl, da lahko te svoje stvari, ki vidim, da so pri AGŠ-u recimo narobe, da jih lahko popravim, da lahko stvari, ki si jih želim, da bi bile na AGŠ-u, naredim, ne. V tej smeri delovanja in razmišljanja sem potem v bistvu na neki točki se znajdu, da lahko zberem okoli sebe ekipo, ki zaupam, ki se mi zdi odgovorna, da lahko gremo v to, ne, ker to je pač z mojega vidika velika stvar, ne, mogoče nikomu se ne zdi, ne, pač voditi klub, nekaj najbolj enostavnega, ne, meni se zdi to velik izziv, katero mislim, da bom kos, ne. Ja, mi tudi upamo tako. Kakšen je tvoj program za letošnje leto na AGŠ oziroma s čim si pravzaprav prepričal volivce? Ja, tako je, v bistvu se mi zdi predvsem v enotnosti ekipe, v smislu, da smo si razdelili vloge, ki jih bo kdo upravljal, se pravi, vsak je bil pripravljen iti v to, da bo delal, kar mu gre najboljše od rok, ne? Da bo delal to, v čemer navsezadnje uživa, ker se mi zdi, da to je prvi pogoj, da se dela stvari dobro, ne? Da samo uživaš v svojem delu, potem se mi zdi, lahko nudiš užitek tudi drugim. Zdaj, kar se tiče prav moje funkcije, kako jaz vidim sebe kot predsednika, se mi zdi, da imam predvsem to povezovalno vlogo, ne? Da spravi ne samo ekipo v to, da si bojo med sabo pomagali pri teh, čeprav sem rekel, da bo vsak delal svoje, da si bojo pomagali, podprli eden drugega, ampak tudi, da druge skupine, druge društva, klube, zavode, ki se obadajo z mladino, ne samo študenti, ne, in na nek način povezu v skupnih projektih, ne, da na določenih točkah, ne, kraju in času, ne, takrat, neka prireditev, da se zgodi, bodi si, da je kulturna, umetniška, zabavna, intelektualna, karkoli, da takrat, ne, da so prisotni različni, kako bi se reklo, različne mišljenja in želje, ne. Da se upade na teh točkah, da ne samo recimo AGŠ organizira, drugi konzumirajo, ne, ampak da bi bili čim bolj aktivno udeleženi v te stvari, ne. Na podlagi česa si izbral sodelavce v upravnem odboru? Kriterij izbire, se pravi, ja, po eni strani sem te, ki recimo poznam, ne, sem gledal to, kar recimo smo se pogovarjali v privatnem življenju kot prijatelji, ne, in kar so delali sami sabo, ne, kar smo si pač en drugemu pokazali, kaj znamo na nek način, ne. To so bili kriteriji izbire pri teh, ki sem jih poznal, ne. To so recimo 3, ne, iz upravnega odbora 10. Ostale sem pa, ker smo bili že, naprimer, 1, 2, 3 so že iz letošnjega upravnega odbora, ne, sem videl sproti, ko smo bili sodelavci, sem videl, da bi bili recimo primerni za moj upravni odbor, ne. Te, ki so prav na sveže noter, pa so že zasluženi recimo člani kluba goriških študentov, ki so pa mi drugi, ne, recimo povedali, ne, evo, to so pa ljudje zate, tako ko jih iščeš, ne. Meni se je šlo bolj kot to, da bi vsak recimo profesionalno upravljal svoje delo, strogo, ne, po funkciji, evo, ti delaš to, ti to, ne, in se vidimo konec leta, ko bo vsak naredil, kar ima za narediti. Se mi zdi, da sem zbiral bolj pod temu, kako se mi štekamo po duhu, po feelingu, ne, da se razumemo nekako, kako naj AGŠ ne samo delujemo, kako naj izpade, kakšen učinek naj ima na ljudi, ne, lahko bi rekli tudi prevzgojeni, čeprav da bi reči težki izraz, ampak bolj ne ta, da se dogodijo spremembe na mentalni ravni pri ljudeh, ne. Da
Dokaj se to ne zgodi, se ne spremeni itak ničesar. Lahko se ponudi ljudem marsikero materialno dobrino, ne? Ampak ne bojo zadovoljni. Ne? Mi jim bomo recimo nuditi te stvari, da se vključijo v te aktivnosti. Ne? Tako da, čeprav ne bojo stvari narejene, ne vem kako profesionalno, ne? Prav iz tega firma vidika, ne? Ker za moje pojme Klub Goriških študentov ni podjetje, ki bi moglo poslovati in nuditi storitve, kot bi bili na turistični agenciji, ampak morajo združevati študente in jim omogočiti, da čim več tudi sami naredijo. Sajbirja letos ne deluje. Kaj je pravzaprav vzrok za to in kakšno rešitev predlagaš ti? Vzrok za to je, da so nam pač potekle dovoljenja strani občine in nam niso hoteli še podaljšati. Spremembe, ki jih bomo mi uvedli, je to, da bomo probali narediti nam čim bolj klubsko vzdušje, se pravi po recimo vzoru tega, kar sem jaz videl po Sloveniji drugih klubov, ne, in klubskih prostorov, ne, da bomo vzeli nekako inšpiracijo tega, ne, in modelirali sam prostor, da bo deloval ne samo prijetno, ampak tudi vključujoče. Ja, v bistvu si povedal do konca. Je bilo nek smisel? Ja. Okay. Vse je bilo, ne? Ja.